Živjo. A se slišimo? A je v redu? Fantastično. En lep dober večer in dobrodošli na dogodku Women in New Business. V imenu Netokracije in celotne ekipe, ki je to organizirala, vas vse, ki ste se danes zbrali, zelo lepo pozdravljam. Hkrati pa prisrčna dobrodošlica tudi ostalim, ki nas snemajo, ki nas streamajo. Če imate na dogodku kakršnokoli misel, komentar, vprašanje ali mnenje, bomo zelo veseli, če ga zapišete pod hashtag LadiesLJ. V sklopu dogodka se bomo k temu hashtagu še vrnili na zelo zanimive načine. Zdaj bi pa na oder počasi povabila Ano Eterović, urednico Netokracije. Z njo sva imeli včeraj en takšen zelo lep pogovor ob kozarcu Pinoja, ki ga je seveda v duhu tega dogodka pridelala vinarka. In Ana mi je zaupala, da je letos ta dogodek izjemen v številkah. Prijav je bilo 2-krat več kot lansko leto, ampak ker je Ana super ženska in ta dogodek danes ni dovolj, ampak ima jutri še dogodek v Zagrebu, na katerega se pa je prijavilo 500 ljudi in imajo čakalno listo. Tako da lahko bi rekli, da je osveščenost v problematiki rekordno visoka. Ana, zdaj pa prosim še ena dobrodošlica iz tvoje strani. Hvala lepa, Maja. Dober večer, sem skupaj v mojem imenu in imenu Netokracije, v imenu iniciative Ladies of New Business. Kot je Maja povedala, smo imeli 2-krat večje zanimanje za dogodek letos, tako da smo mogli tudi v Ljubljani ustvariti čakalno listo, kar pomeni, da morda letos moramo malo povečati oziroma naslednji dogodku povečati ta prostor. Mene izredno veseli, da vas je toliko in še posebej me veseli, da vidim, ne bom rekla kar nekaj, ampak nekaj fantovskih obrazov tukaj. Bistveno več kot lani, to je super, ker Ladies of New Business ni tema in ni dogodek samo za punce, ampak tudi za fante. Tako da fantje, en velik aplavz, čestitke za pogum in hvala za podporo. Danes smo se tukaj zbrali vsi, za katere mislim, da pač se zavedamo, da neki določeni izzivi in problemi obstajajo. In tukaj smo zato, da si izmenjamo mnenja, argumentirana tema ni enoznačna in ni enoznačnega odgovora na to temo. Tako da zaradi tega so tu danes tukaj bolj pogovori, okrogle mize in tako kot je Maja že povedala, twitajte, dvignite tudi med pogovori roko, vključite se, vsako mnenje je dobrodošlo. Jaz se zahvaljujem tudi našim sponzorjem, brez katerih seveda ta dogodek ne bi bil mogoč. To so podjetja Smart Ninja, Zemanta, D-Labs, Povio Labs, naš medijski partner Cosmopolitan in naš lepotni partner Vichy. Tako da hvala lepa partnerjem. Mislim, da kar lahko začnemo s programom, da ne dolgovezimo. Odlično. Predajam besedo Maji in vam želim res en prijeten, konstruktiven večer. Hvala, Ana. Super povedano. No, zdaj bomo začeli s programom. In verjetno ste si že na strani dogodka prebrali to projekcijo, da bo do leta 2020 v tehnološkem sektorju primanjkljaj 800.000 tehnologov, matematikov in drugih ljudi povezanih z znanostjo. Če je leto 2020 morda danes še malo daleč, pa se v resnici že zdaj v tehnološkem sektorju soočamo s pomanjkanjem talenta, tako moškega kot ženskega. In globalna številka vključenosti žensk v sektor je 25%. Ker se jaz pogovarjam s kolegi, so številke v Sloveniji nekje med 10 in 16%. In tukaj zraven sem tudi ženske, ki delajo v poslovni podpori, marketingu, HR-u, to niso samo tehnologinje. Točnih številk ni, upamo, da kdaj v prihodnosti bojo. Zdaj se bomo pa pogovorili, kako bi lahko v tehnološki sektor privabili več žensk oziroma zapolnili vrzel med ponudbo in povpraševanjem na trgu delovne sile. In vabim, da se mi na odru pridružita na začetku Alja in Erika. Alja Isakovič in Erika Pogorel sta v iniciativi CodeCats. Obe sta računalničarki, računalništvo in informatiki. Alja dela na Freeju, Erika pa trenutno freelancerka. In one dve
če bi danes podeljevali Oskarje za enakopravnost, bi ga definitivno dobile, saj že leta in leta z učenjem programiranja in drugimi pobudami izjemno prispevata k vključevanju žensk na trg delovne sile v tehnologiji. Potem imamo pa tudi dva gospoda, ki prihajata iz strani delodajalcev, ki bi v svojo sredino radi povabili več žensk. Prosim, da se pridružita še Andraž Tori, CTO in soustanovitelj Zamante. In Matevž Petek, ustanovitelj podjetja Povio Labs. Fino. Lepo prosim, če si kar mikrofone. Aha, imamo? V redu. Zakaj ženske v tehnologiji? Pa bi rekla ladies first po gentlemansko, samo pa bi mogoče začeli na uni strani tokrat. Zakaj je pomembno vključevanje žensk v IKT sektor? Jaz mislim, da ženska družba ful dobro vpliva, če je ravnovesje ni glih pretežno v stran moških. Mislim, da imajo ženske v IT-ju tudi eno ful dobro prednost, kar je, da imajo močnejše social skillse, kar pomeni, da ko prije do stika z strankami, so v tem naturally močnejše pa boljše. Pa mislim, da so še tudi, bom rekel, malo bolj natančne, pa nikako, da mogoče malo bolj pedantna. Ja, jaz mislim, da v bistvu argumentov, zakaj ne, je lahko zelo veliko, ne, od recimo temu takih equality do čisto totalitarnih, ne. Lahko začnemo s takim čisto totalitarnim, ki mogoče v tej sodobni družbi lahko pade na plodna tla, ne. In to je preprosto, če nekako verjetno predpostavljamo, da je pamet pa talent nekako približno enakomerno razporejen, ne, pa ti zaradi nekega razloga uspeš dobiti samo pol populacije, ne, to pomeni, da čisto stališča kapitalista, ne, nimaš, da izgubljaš, ne, da v bistvu pol populacije nekako izpustiš, nimaš polovice talenta, ki menda manjka, ne. Se pravi, že iz čisto totalitarnega razloga lahko rečemo, da bi bilo to dobro za podjetja. Seveda pa so potem še čisto družbeni razlogi, pa da je mogoče čisto tudi na osebni ravni malo bolj zanimivo delati, ki ni sam en spol. Jaz bi rada opozorila, mislim, se strinjam, absolutno, z obema. Rada bi pa opozorila še tako to, ne. Zdaj, ena stvar, ki jo mogoče včasih pozabljamo, je, da vsi skupaj razvijamo neke produkte, ki jih uporabljajo tudi ženske. In tako, kakšni produkti so tako, ki jih večinoma ženske uporabljajo, pa jih razvijajo moški, ne. In to je dostikrat tudi problem. Tako da v bistvu tudi zaradi tega, v bistvu, da smo lahko ženske tudi vključene v procese teh produktov, ki jih uporabljamo, pač v tem, kako se razvijajo, pa na kakšen način, pa da imamo kakšno besedo tudi pri tem, ne, kaj nam bojo prodali. Jaz bi se tukaj Andražu pridružila, ženske so dober za posel, ker v bistvu imamo že kar nekaj raziskav, ki so tako empirično dokazale, da so podjetja, ki imajo večji delež žensk, tako med zaposlenimi kot na vodilnih položajih, enostavno bolj uspešna. Tako da taka podjetja so boljša naložba, bolj so uspešna na trgu. Zakaj je temu tako? Mislim, da smo tako ženske malo bolj previdne, pa gremo v posel v tistem trenutku, kar res verjamemo v njega in se pol maksimalno potrudimo. Tako da mislim, da se definitivno splača ženske zaposlovati. V redu, hvala. Andraž je rekel, da je pamet enakomerno razporejena. Kaj pa interes za tehnologijo? In ali se to tekom življenjskega cikla oziroma tekom izobraževanja kaj spreminja? Pa bi Alja mogoče jaz tebe kar vprašala, kaj delaš v izobraževanju? Ja, to je tako dolgo vprašanje, ne. Ja, mislim, vidi se že od malega, ne, nekako fantke spodbujamo, da se bolj igrajo, ne vem, z avtomobilčki, da delajo bolj tehnične stvari, tudi da fizično več riskirajo, da so bolj zunaj, razne, ne. Punčke pač vzgajamo zato, da so pridne.
Ja, pa lepe, ne? Princeske, skratka. Ne? Pri fantih pač nadgrajujemo to, da so uspešni, ambiciozni in tako naprej. Tako da ja, vsekakor ima to velik pomen, kako vzgajamo otroke, tudi kasneje. V srednji šoli recimo tako znova in znova vsi, ki se s tem ukvarjamo, ugotavljamo, da recimo med dekleti blazno pade zanimanje za tehniko, matematiko. Zakaj je vprašanje, ne več je razlag, ampak je to vsekakor velik problem. Ne? Pa tudi kako se tehnika predstavlja. Ne? Ja. Erika, bi mogoče kar s tabo nadaljevali. Za Netokracijo si napisala krasno kolumno o tem, kako je potekala tvoja karierna transformacija od frizerke do programerke. In tam noter si omenila nekaj, kar je meni kot družboslovcu blazno rezoniralo. Da so ti v osnovni šoli pač vcepali v glavo, da matematika ni zanimiva. Neko averzijo do naravoslovnih znanosti. Ja, dejstvo je, da jaz v osnovni šoli nisem bila najboljša v matematiki. Ne? Tako se je pač moja, ko sem se začenjala spoznavati z matematiko, pač, ne vem, znala sem že zelo hitro zračunati 1 + 1, ampak potem se je pa malo ustavilo, ker so prišli ulomki, ne? In sem pač izgubila to, kako bi rekla, pač to podporo učiteljev. In ne, zdaj jaz sem pač malo bolj zgovorna oseba, sicer takrat sem bila pač malo bolj nagajiva, ampak so me pol začeli usmerjati bolj v kakšne druge stvari, ne? In tako je pač prišla tudi ideja potem o tem, da je bo frizerka, to se z ljudmi dela, to je super, ne? Pa sej, mogoče tudi jaz sem pač blazen introvert, tako da me to majčkeno moti, ampak je pa pač problem v tem, ne? Ker ne vem, zdaj recimo, ko smo pač v okviru CodeCats, tako velikokrat sprašujemo punce, recimo, kaj je problem pravzaprav, in tako velika večina je matematika. Ne? Fora je v temu, da sploh ni toliko veliko matematike, mislim, nič tazga, recimo, ne vem, nič več matematike se ne srečaš po moje na faksu, kakor bi se, ne vem, na pač nekem družboslovnem predvidevam. No, dobro, si tam je pač bolj poudarek na nekih stvarih, ampak še zmeraj imaš vsaj neke algoritme, ki jih delaš, ne, pač statistične, ne vem, karkoli tazga. Se pravi, je v bistvu kako je predstavljen študij računalništva, recimo, ali pa pač nekih teh s tem študij, kako so predstavljene kot nekaj groznega tam, da pač ti boš cele dneve sedel v tisti svoji študentski sobi ali pa doma in, ne vem, švical nad nekimi računi in potem pač bojo stvari, mislim, potem se boš pa navadil, ampak to noben od nas si ne želi, pa sploh si tako ženske ful težko predstavljajo, vsaj takrat, kako bom jaz v pisarni sedela, ne vem, 12 ur za računalnikom, jaz to ne morem, ne. Ampak dejstvo je, da to, mislim, ta poklic sploh ni tak, ne. V bistvu, mislim, jaz sem se najmanj matematike učila po moje na faksu, pa tako dobro se je pa res, da veliko za računalnikom sedim, to pa, tega pa ne morem zanikati. Kako je pa lahko marketing tehnologije naredil tako, da bi bil bolj privlačen za ženske? Jaz si predstavljam, ne vem, pač, ko sem bila v srednji šoli, kako sem si predstavljala poklic programer. Ja, to je bil nek moški, ki je sedel za računalnikom. Ali imamo kakšne pozitivne vzore oziroma dobre prakse, ki niso ravno roza računalniki, ki bi pomagali pri vključevanju žensk v zgodnjih fazah življenjskega cikla? Ja, definitivno bi zelo pomagali, če bi se pač nekako, bom rekla, ženske, ki obstajajo že v tem poklicu, bolj opogumile, pa mogoče prevzele malo več odgovornosti, pa malo bolj vodilne položaje, ne, ker tako bi pol producirali tudi pač neke idole, ne, boljša beseda ne pride na misel zdaj, ki v bistvu, s katerimi se lažje poistovetiš, ne. In to se mi zdi, recimo, da je ena od stvari za moje pojme, ki bi bila, recimo, ne vem, družbena odgovornost samih žensk do mlajše generacije, v bistvu. Ne samo pač, da mi zdaj tukaj se pogovarjamo o tem, da nimamo ne samo v tehnologiji, ampak tudi na splošno, ne vem, nekih poziciji odločanja, ne, ampak ko nam pa ta priložnost pride na pot, pa tako ogromno žensk reče ne. Ne vem, imam družino, pa zdaj si ne upam še te odgovornosti prevzeti. Ne, v bistvu, tako, to se mi zdi recimo ena izmed stvari, ki bi bila potrebna, in sicer, da pač naredimo
nekih idolov ženskih, ki niso samo mit ameriški za nas, recimo tukaj na tem področju. In na tej točki bi se vam Azaliju res iskreno zahvalila, ker sta vidve glas te skupnosti in toliko veliko delata, da se to razvija in premika v pravno smer. Mene tudi veseli, da nas je tukaj veliko, ne, pa upam, da se bo še kakšen moški naslednje leto pogumil, ne, kljub temu, da je ladies v naslovu, ne, to sem slišala, da to pol moške ne samo tam. Kar se tiče promocije, tudi nekako izkazalo se, da zelo pomaga, če se predstavijo te neke praktične aplikacije tehnologije. Pač živimo v svetu, kjer ima tehnologija blazno moč. S tehnologijo spreminjamo življenje, imamo lahko ogromen vpliv na življenje ljudi. In znano je, da če se v bistvu tudi puncam mladim to predstavi, ne, je to čisto nekaj drugega, kot da, ne vem, sediš tam v eni kleti pa nekaj računaš, neke abstraktne probleme, ki se sploh ne dotikajo ničesar praktičnega, ne. Tako da treba je take zgodbe razlagati, ne. Imaš idejo za neko aplikacijo, neko novo podjetje, ne, in tehnologija ti lahko pomaga te ideje uresničiti. Mislim, da je to zelo pomembno. Super. Zdaj bomo pa se pogovorili malo o talent pipelineu oziroma o prijavah za delovna mesta v tehnologiji. Pa Andraž, bi kar tebe prosila, če lahko malo pokomentiraš, koliko kandidatk dobite v Zemanti, ne nujno samo na tehnološke pozicije, ali pa tudi, če želiš to odgovoriti. Za trenutek bi se sam vrnil še nazaj, vsem bi rad pokomentiral še, Izvoli. kar bo zdaj rečeno. Dno te debate je nature versus nurture, ne? Se pravi geni proti vzgoji. Ne? In tisto, kar se mi zdi pomembno, je, da jaz ne bomo tega odkrili zlahka, zakaj gre. Ne? Ampak se mi zdi pomembno tudi, če lahko pristanemo, da je mogoče pa je kaj na genih. Ne vemo. Ne? Ampak še celo v tem primeru, ne, se mi zdi, da je odgovornost družbe, da v bistvu omogoči vsakmu, ne, tudi ker vedno so izjeme, ne moramo res polovice družbe odrezati, vsakmu, posamezniku, pa nek bo punca, fant ali karkoli drugega, da v bistvu izkoristi svoj potencial. Kar pomeni, da moramo v bistvu iskati, kaj so potenciali vsakega posameznika, brez da imamo neke strašno, kako bi rekel, predsodke. Ne? Andraž, kako pa lahko to iščemo? Dobro vprašanje. Ne? Zdaj pa na drugo točko, kjer je vprašanje kako pa kaj. In ta prva stvar, ki je res, so pač vzorci in role modeli, ne, o katerih smo govorili. Zdi se mi, da na vseh ravneh šele s tem, ko normaliziramo neko vlogo, ko je normalno, da je programerka ženska, tako kot je, ne vem, normalno, da je tudi lahko frizer moški, ne, takrat lahko se šele res ljudje tako neutralno odločajo, brez predsodkov, tudi preden se zavedajo, da se odločajo. Ne, jaz imam dva taka mečkana mulčka, še ne veste, da se odločate, kaj boste v življenju, ampak v vsakem trenutku, vsakega, ki ga pogledate, seveda povzemata vzorce, kopirata in je to neizogibno. Ne? Zato tisto, kar smo govorili, role modeli na vseh, od srednješolskih tekmovanj v znanju tega in onega, do potem fakulteta, naprej seveda poslovni svet, kariere, pokazati to. Mislim, da tukaj dela se ogromno delo in s to konferenco, to, kar ve delate. In pač, ja, tukaj je treba iti čez to, da mogoče nekomu se pa ne zdi to pomembna tema. Ne? Ja, včasih je treba kaj malo tudi na silo povedati, pa koga malo na silo brcem, da je malo bolj glasen. Ne, vedve to niste, ampak včasih je treba tudi, pa ne govorim samo o puncah, tudi o fantih, ne, mi imamo same fante, pa niso najbolj za predavati. Ne? In kdaj, koga moraš tako brcem, da gre predavati, o kakšni tehnični temi, ampak ga motne, potem pa, ko naredi neki, ne, pa še le vidi, pa vse to je fajn, to jaz uživam. Ne, in včasih moraš pač potisniti ljudi malo izven svojega tega comfort zona in to velja tudi za punce v tehničnih vejah. Se pravi, tisti, ki obkrožamo te mlade ljudi, so tisti, ki smo odgovorni. Ne vem, preden gremo na vprašanje zaposlovanja, mogoče ima še Matevž kaj zapovedati. Ok, pa še vprašanje zaposlovanja.
Mi imamo trenutno v Ljubljani približno 20 zaposlenih, od tega 2 dekleti. Obe dekleti nista direktno v inženirskih vlogah, ampak v produktni vlogi, ki resnici na ljubo pač zahteva inženirsko ozadje, recimo v našem podjetju, je punca, ki je dokončala fakulteto računalniško, ampak se je usmerila v mičkam bolj recimo mehek del inženiringa. In zelo pomembno vprašanje, velikokrat se to zgodi, ne samo fakulteta, pa potem prvi job, velikokrat se zgodi to, da izredno hitro, vsaj če berete te članke pa analize, punce tudi, ki grejo v hardcore programiranje, izredno hitro preskočijo na te mehkejše vloge in ven iz tega career path. Zakaj misliš, da se to naredi? Matevž je prej rekel, omenuje soft skills, se pravi mehke veščine. A misliš, da ženskam v tem kontekstu bolj prijajo oziroma so boljše v koordinacijskih vlogah? Težko je povedati, zakaj. Mogoče je to mogoče pač to, da je monokultura tam, pa mogoče push, mogoče pull, odvisno od situacije. Je res tudi, no, da računalničari in programerki, da si v tem poslu moraš biti malo premaknen, no, mislim, vse. In včasih pač punce malo prej dozorijo, kakor fantje, ne. Ja, ne, ker tudi fantje ne migrirajo potem v te vloge druge, ne. Mogoče punce mičkam hitrej, ne vem, ampak nimam tako, lej, tole moramo narediti, magično začaramo, vse bo v redu, ne. Mislim, po mojem je tle tako, ker je premalo soft skillov nasplošno in pa čim znaš malo govoriti z nekom, te takoj pomaknejo v neko vlogo project managerja, ker več tega tudi blazno primanjkuje. Točno isto se je naredil eno zaposleni od Matevža, se pravi v Povio Labsu je Mija Celmer, ona je začela kot front-end developerka, ampak je se potem v produktni management oziroma v projektni management usmerila. Pa Matevž, jaz bi te kar povabila, da poveš malo o tvojih dobrih praksah vključevanja žensk v Povio Labs. Mislim, tako sem že povedal, pač mi pri Povio Labs, mogoče še ne poznate, delamo 2 stvari, polovica firme je agencija, kjer imamo nekaj 35 redno zaposlenih, med njimi tudi 5-6 punc, pa punce večinoma ukvarjajo developersko vlogo. Jaz osebno ne ločujem med dobro pa slabo, med ženskim pa moškim dobrim pa slabim programerjem. Na drugi strani imamo pa pač kot platformo, da sodelujemo z freelancerji, kjer imamo prav tako ženske freelancerke. Jaz osebno mislim, da večja prisotnost žensk v timu prinaša benefit, tudi v Silicijevi dolini ful delajo aktivno na tem, ful spodbujajo tudi podjetništvo pri ženskah, kot pri ženskah software development. Mislim, da celo dodajo neke extra perke, oziroma da se celo še bolj potrudijo ali pa tepejo za ženski kader. Mi zaenkrat še smo neutralni, pa bolj ko ne gledamo na kdo je boljši. Meni je bil zelo zanimiv primer, ki si povedal, da si zaposlil juniorko od Smart Ninja, ki se je sama naučila programirati. Da, tako, pač ko ste rekel, mi smo odprti do žensk, pač si želimo čim več. Imeli smo pozicijo za quality assurance inženirja, se pravi za testiranje aplikacij. In punca je bila najboljša in smo jo vzeli. Prej pa ni bila, njen background pa ni bil tehnološki, ampak je šla čez ta tečaj Smart Ninja, da je imela nekaj osnovo že in super funkcionira. Ja, mogoče ena dobra stvar, na katero si spomnil, pač mogoče v kakšnih drugih industrijah so CV pa kaj kdo študiral, kaj je bolj pomembno, ne. Ponovadi, vsaj v tem programerske tehnične vloge, to tako malo pogledaš, pa stran vržeš, pa začneš spraševati, kaj človek res dela, ne. Tako da to, da nekdo ni študiral računalništva, ne, še zdaleč ni diskvalifikator, ne. Mogoče je težko postati, ne vem, se zaposliti kot biolog, če ne študiraš biologije, ne vem, če sem tisti, ki ste iz tega foha, boste kaj več vedeli, ampak v računalništvu pa to ni noben kvalifikator. Zelo dobro povedano, hvala, ker si izpostavil ta point.
Alja ima na to temo sigurno nekaj besed, zaradi tega, ker aktivno opozarja na pomanjkanje priložnosti za juniore, ko vključujejo mentorstvo. Se pravi, če nimamo dosti žensk v izobraževalnem sistemu in če se nekaj pogumnih posameznic pogumi, da bojo se same to naučile, kako lahko jim zrihtamo, da bojo dobile praktične izkušnje in s časoma postale dobre programerke? Mislim, da ni to problem samo za ženske. Če pogledamo v IT-ju, pri nas vsi iščejo, vsa podjetja, ne? Programerjev pa v bistvu ne poznamo, pa programerk veliko, ki bi iskali nove službo, ne? Tako da imamo globalen problem, primanjkuje nam tehničnega kadra, hkrati je pa premalo priložnosti ravno za te ljudi, mogoče, ki pridejo prek nekega ovinka v ta sfero, recimo, da grejo na nek smart ninja tečaj ali pa karkoli. Kje je sploh začeti, ne? Če pogledamo zaposlitvene oglase, vsi iščejo, ne vem, 5 let izkušenj z 2 letoma starim frameworkom, študentsko delo, ne? Malo parafraziram, ampak to so teh oglasi, ne? Tako da mislim, da je bilo fino ponuditi predvsem več takih internshipov za res junior zaposlene in pri tem je zelo pomembno, da imajo seveda mentorstvo, ne? Da ne pridejo podjetji in so prepuščeni sami sebi. Mora biti nekdo pripravljen stati zraven, pomagati, naučiti delo, karkoli, kako spraševati in tako naprej. Tako da iz tujine recimo zelo lep primer tega ETSI, ki so v bistvu združili oboje, želeli so si več žensk programerk, zaradi tega, ker pač delajo produkt, ki ga večinoma uporabljajo ženske in so se povezali z neko poletno šolo programiranja, vzeli so pač te res začetnike v firmo, jih opazovali, jih spremljali, jih mentorirali in kasneje so vedeli zaposlili kar nekaj inženirk preko tega programa, ne. Tako da mislim, da je tudi pri nas trenutek, da malo začnemo o takih zadevah razmišljati. Zelo super ideja. Zdaj bi pa nadaljevala kar z Eriko, ki je bila na trgu delovne sile in je šla tako čez juniorske, kot čez kakšne druge razgovore. Pa bi te mogoče, če ti ni, a ti je težko? To je ena izmed bolečin, ki se mi zdi, mislim, jaz zelo rada pravzaprav o tem govorim, pa tudi na koncu opozarjam na ta cel proces, ki se dogaja, ne. Zdaj jaz sem tudi v tujini delala, pač pa tudi nekako, mislim, sem pač v enih parih firmah smo šli skozi ta intervju proces, pa tudi kar nekaj procesov sem dala skozi v Sloveniji in je tako, ne, pozna se razlika, ne. Pozna se razlika med, ne vem, pred 5 leti ali pa, ne vem, 3 leti, ko je, ne vem, Google bil pač v tem modu, da je treba dobre inženirje dobiti tako, da jih daš skozi, ne vem, 2 dni testov nemogočih, ne, in potem so vsi to počeli. Potem v bistvu v tujini so se ljudje nekako malo videli, da mogoče to zdaj glih ni najboljš, v bistvu kako se določi, da je nekdo dober inženir ali pa ni, pa so se malo temu prilagodili, v Sloveniji pa še ne. In to je v bistvu ena izmed stvari, ki se mi zdi recimo meni kot ženski, jaz sama vase sicer verjamem, ampak še vsakič znova, ko mi nekdo reče, zdaj boš pa malo JavaScripta, pa malo Pythona, pa bomo pa še malo Linux pogledali, koliko znaš. Ja, okej, ja, mislim, zdaj čisto točno ne vem, kaj bomo s tem dosegali, ne, v bistvu, da bomo mi zdaj meni dali, ne vem, en kup enih testov, pa bomo lovili moje neznanje, ne, ker ga imam ful. Tako da mislim, tle lahko povem vse, kaj ne znam, pa gremo čez to. A ti imaš izkušnjo, da je tvoj coding test bolj rigorozen, zaradi tega, ker si ženska? To je zelo težko določiti. Okay. To je zelo težko določiti. Pravzaprav je tako, ne, v zadnjem času se mi je začelo dogajati, da pač me zdaj mogoče ljudje že malo bolj poznajo, pa da je tudi mogoče zaradi, ne vem, tega me pa niso dajali skozi take procese, recimo, ne, kar sem jim zelo hvaležna, ne, ampak tako, rada bi rekla, v bistvu pravzaprav to je moje osebno mnenje, ne, da sem se srečala recimo tudi s podjetji, kjer se je nekdo z mano po telefonu pogovarjal, čeprav je podjetje iz Ljubljane, pa jaz tudi, in to tako zelo, kako bi rekla, ne, brez vsakega občutka, koga ima na drugi strani, ne. In recimo, kljub temu, da, ne vem, mi se lahko kle delamo, ne, da zdaj ne smemo delati razlik med moškimi in ženskami, ne, ampak po drugi strani imamo pa kle velik primanjkljaj žensk, recimo v tem, potem za moje pojme je pol tudi tako, ne moramo delati nekaj, kar v bistvu delamo do zdaj, pa pričakovati druge rezultate, ne. Se pravi, je treba malo, kako bi rekla, malo bolj
pogledati, kako ti intervju procesi grejo. Ne? In če pač je nek sicer zelo dober inženir na drugi strani na telefonu, ampak nima pač nekega čuta za človeka ali pa na koncu tudi ne za recimo nek imposter sindrom, ki je pri ženskah ogromen, pa najbrž veliko večji, kot pri moških, pol v bistvu je to lahko ful velik fail za oba in za pač to žensko, ki se intervjuje in za to podjetje. Ne? Hvala za ta odgovor, da si delila to izkušnjo z nami. Ni problema, lahko še kaj povem. Vse boš, brez skrbi. Zdaj pa tudi zelo zanimivo, ne? Izpostavlja sta dobre prakse v tujini in v bistvu oba predstavnika delodajalcev, ki jih imamo danes tukaj, sta tako ali drugače povezana z ZDA. Ali vi mogoče prakse vključevanja, ki jih vidite na tujih trgih, prenašate tudi v svoja podjetja oziroma tudi malo debate o tem, če so v tujini kakšne razlike, a je Slovenija takšen unikum glede te problematike? Ja, jaz bi sam začel z malo samokritike, ne, glede na statistiko, prej sem jo povedal, nismo prav dobri, karkoli že počnemo na to temo, ne. Tako da mogoče nisem najboljša referenca. Mi nič posebnega ne počnemo, poskušamo obravnavati vse na enak in čim bolj dostojen način in mislim, da gre velikrat za to, kaj je v bistvu DNA firme, ne. Recimo mi imamo kako bi rekel, ozaveščeno, da ne glede na to, kdo se prijavi in gre čez nas proces in če zgleda še tako, se pravi, neprimeren kandidat, da poskušamo nekaj pomagati. Da mogoče kdaj usmerimo na kakšno podjetje, ki bi bilo bolj primerno glede na tisto, kar smo videli. Kdaj usmerimo na online tečaje, če je kakšna stvar, ki jo pač mi pričakujemo kot osnovo, pa je ni bilo. Ne. Se pravi, ne glede zdaj fant, punca, kjerkoli, se mi zdi, da na job marketu, no, da je pomembno, da se zaposlovalec ne obnaša sam kot nek kralj, ki sam tako izbira, ne, ampak da je človeški, da vseeno si, sej malo se izpostaviš pravno, če daješ tak feedback, mi še nismo imeli nobenega problema zaradi tega, upam, da ga tudi imamo. Ampak vseeno se mi zdi tako, da je to imperativ, no, da poskušaš biti človeški v tem, da vidiš, kje je problem, pa ga izpostaviš, ker včasih kandidat, fant ali punca, ne zna sam sebe oceniti dobro. Ok, sam kdo pa intervjuja, pa je v neke vrste odraz kulture podjetja. In Erika je pač navedla nekaj primerov, kako so ljudje imeli očitni primanjkljaj cross-gender communication skilla. In to ni nič čudenega, zaradi tega, ker če si moški in se odločiš za standardno tehnološko pot, pač tako, da študiraš to v gimnaziji in potem še na fakulteti, v bistvu nimaš veliko izkušenj komunikacije z ženskami, niti pač trenutna delovna mesta niso takšna, da bi ti omogočale, da vadiš to veščino. Mame so super. Mislim, mogla bi vprašati kakšne od deklet, ki smo jih intervjuvali, da bi ti dala ta odgovor. Ne, ampak hotela sem te vprašati. Zaradi samega bajasa, da moram. Aha. Ja, da. Erika? Ja, jaz sem ena od njih. To dela. Ja. Ja, kakšen? Vprašanje je, če je včasih na teh procesih intervjujev problem cross-gender communication. O tem sem jaz v bistvu pravzaprav ful razmišljala, ja, mislim včasih, več ali manj tako v 80%. Ampak v bistvu razmišljala sem o tem, ne, kako bi lahko v bistvu to stvar izboljšali. Ne. Zdaj, ena od stvari je recimo, ki se meni zdi, ki si prej rekel, ne, mi ne delamo razlik, ne, pa tudi stavo so se prej, mi ne delamo razlik med moškimi in ženskami, pač skušamo biti dostojni do vseh in tako naprej, to je vse sicer lepo in prav, ampak to ni aktivizem proti tem, da bomo več žensk dobili. To je samo pač ne bomo delali razlik, pa bomo pač fajn do vseh. Zdaj, če recimo pač se podjetje gre v bistvu v neko, bom rekla, awareness, neko zavestno v neko tako stvar, potem mora v bistvu tudi nekako na te skile malo več dati. Ne? In doskrat sem razmišljala o tem, kaj bi recimo meni kot, ne vem, nekomu, ki sedi nasproti, recimo, kaj bi meni olajšalo, da lahko jaz pokažem svoje inženirske v bistvu sposobnosti pač nekomu.
pač, s katerim se intervjujem, oziroma kdor bi to rad vedel. Ne. In ena izmed stvari, ki se mi zdi mogoče, je, da kakor se mogoče to smešno sliši, ampak bi bilo zelo vesela kakšne prijazne ženske na drugi strani. Ne. Zaradi tega, ker je v bistvu tako nekako, ne glede na to, kakšen človek si, recimo se mi zdi, da se ženske zelo rade pokonektamo med sabo, tudi zaradi tega, ker recimo, ne vem, mene je strah, jaz pridem na intervju, jaz ne vem, kam me bojo spraševali, ne. To, mislim, ko greš recimo na izpit na faksu, ne, tam ti povejo približno, ne vem, v tem semestru smo pač te stvari jemali, ti se to pač naučiš in potem znaš, to je tak izpit, ne. Intervju je lahko pa karkoli. Tako, nihče ti ne bo povedal, kaj bo, ti lahko v bistvu pač ponovadi tako ne poveš, kaj znaš, pa ti ponovadi jih druge stvari dajo za rešiti, ne, in tako naprej. In takrat v bistvu, ko pride enkrat do tega strahu, ko si ti v krču, pol več nič ne znaš. Kar si znal, si itak že pozabil, že zdavnaj, že ko si čez vrata stopil. In če imam na drugi strani nek prijazen obraz, ne nek namrščen moški, ki pač me gleda, zdaj kaj, zdaj boš ti odgovorila ali ne, a ne. Pa v osnovi tako, no se sploh ni nujno, da on to razmišlja, ampak tako dostikrat sem sama sebe opazila, da sem defaultala na to, a ne, zdaj bo pa ta misel, da jaz nič ne znam, ne. Če bi bila pa na drugi strani neka prijazna ženska, ki bi mi pomagala se sprostiti, takrat pa verjamem, da bi v bistvu najbrž pokazala veliko več, a ne. In zaradi tega je mogoče ena izmed stvari, to je telefonski screeningi, se jim reče, a ne. To je bullshit velik za moje pojme. Zaradi tega, ker takrat nič ne boš videl, razen kako se človek oglasi na telefon, kakšen glas ima. Tako, če se le da v bistvu, da se zadeva dela, zdaj, če se pač stojino pogovarjaš, da se zadeva dela prek videokonference in tako naprej, ne pa misliti, da boš karkoli izvedel, če boš, pa itak ne boš nič izvedel, če boš spraševal o tem, kaj, ne vem, kakšen JavaScript, ne vem, se pozna tako. Mislim, da je pravzaprav tudi tako dosti pomembno, da se vidi, kakšne soft skille ima ta človek, ki ga intervjuješ, ne, in kako bo on fital v tvoj tim, pa kakšen ima težnje potem, da se uči. To se mi zdi v bistvu mogoče celo bolj pomembno, kot kaj ta trenutek zna. Matevž je omenil prej, da ima on HR-ovko na poziciji verjetno prve runde intervjujev, a ne? Tako, ja. Ok. Pa a bi mogoče... Erik, jaz sem presenečen, da imaš tako slabo izkušnjo. Jaz bi rekel, da mi smo z najbolj odprtimi rokami veseli vsakega programerja, če je punca, pa še malo bolj steknemo. Da tisto, da, mislim, res radio, kira firma je tista, ko ima namrščen oglas na HR-u. Ne, mislim, tako se mi zdi, da, ne vem, tole se same punce, no, pač ne vem, če boste šli iskat službo v IT-u, vas bodo ziher ful veseli, no. A bi lahko povedal, kjere pozicije imaš ti trenutno odprte? HR, recruiting, sales, UX, development, testing. V bistvu imamo vse pozicije odprte. Lahko sem nekaj, to, kar si Matevž zdaj rekel, ne, Erika ti je ravno kar povedala, da ima slabe izkušnje. In to je recimo en problem, ne, ki se dogaja v podjetjih. Nekdo ti pove, to je narobe, to sem jaz opazila in ti rečeš, to se ne dogaja, ne, tako da dajmo malo paziti na to. Smo tudi malo kontroverzni, da ne bomo, da dajmo pač se pogovoriti o tem. Pač jaz bi bil ful vesel, da bi izvedel, zakaj ima nekdo tako slabo izkušnjo, ker se mi zdi, da to je tako, da bi rekel, da res prši nikomu nekaj prodaja, da bi ga silo kup. Mislim, se mi zdi, da so pač res slabo delo opravili, ampak... Ne, jaz sem v bistvu pač potem, ko je ta misel od Erike rezonirala, želela predstaviti kakšen primer dobre prakse, ker sem pač mislila, da oni imajo. Pa bi mogoče razširila to debato, ali izvoli. Tako ena pripomba, ne, če hočeš dobiti feedback, to je pogosto v podjetjih problem, ne. Ta prva reakcija, ne, to se ne dogaja, tako v bistvu zapreš, ne, ker tako, ko nekdo slišim, jaz sem se mogla natenirati, da v takih situacijah rečem, lej, to ni okej, ne, ampak večina ljudi, ne, sam žensk, se bojo zaprli, ne, tako da treba povedati ljudi, ki so v manjšini, mislim, poslušati ljudi, ki so v manjšini, pa ti povejo, da nekaj ni narobe. Jaz priporočam, da ni prva reakcija, ne, to me pa zelo preseneča, ne, meni se to zdi, da se to ne dogaja. To je tako moj nasvet, kako v bistvu tudi, kako delati recimo z nekimi manjšinami, pa so to, ali so ženske, ali so, ne vem, tujci, karkoli, tako da toliko. Tudi fantje, ne, vsi smo različni, vsi tudi tipi niste vsi enaki, ne. Mislim,
jaz se tukaj strinjam. Zagotovo povsod imamo neke nezavedne biase, spet vzorce, ki smo jih pobrali, nurture, nature, vse ni važno, ampak so in treba jih je eksplicitno naslavljati, specifično povedati. Ne? Včasih so to zelo take jasne zadeve, da je šlo nekaj narobe, včasih je pa, ja, ena stran prav tako, ena drugo, ne? Pa ne veš na koncu, kaj je bilo. Ne? Bi pa sam še pri tem intervjuju, pa recimo zapletenosti intervjujev, pa tako naprej, dodal, da pač en kos industrije, ne, te start-up industrije pa to, kar ni cela IT industrija, to je v resnici zelo majčken kos industrije, ampak je zelo glasen. Se obnaša, da vsi programeri, ki tam delajo, morajo biti superstari, rockstari, 10x pa 100x programeri, ne, pa guruji, pa ninje, pa tako naprej. Ne. Zdaj, ja, res obstajajo firme pa problemi, ki so mogoče v nekem drugem razredu. Ampak zares teh firm pa teh problemov, ki se s temi problemi ukvarjajo, je relativno malo. Večina jobov ne zahteva 100x superstarjev pa 10x superstarjev, ampak zahteva pač ljudi, ki so kompetentni, ki se posvetijo problemu in ga poskušajo po najboljših močeh rešiti. Čur, mičken talenta pa veliko dela. Ampak ni cel job market nekako tako unified. Pač ogromen firm je, ki nima istih potreb, kot jih ima Google, ki išče inženirja, da bo tam une bite na disku za search engine optimiziral. Ja, Google ima kakšen tak problem, ampak večina podjetij pa ne. Se strinjam z problemom, ne vem, če res vsi, no, ker recimo mi smo znani po zelo težkih intervjujih, ampak večino kandidatov, ki jih dobimo, pa vprašamo, ker so druge intervjujali, če je bilo tudi tako, so rekli, ne, v bistvu je druge ful bolj simple. Tako da to je edina izkušnja, ki jo jaz lahko povem. No. Ja, zato, ker mislimo, da smo eden drugega majčnega koščka industrije, ki se ukvarja z nekimi problemi, ki so mogoče malo drugačni. Nobene, se pravim, da nismo najbolj uspešni pri tem. Ok, zdaj sta bila dva zelo močna pointa. Na začetku pač rezonanca te izjave, ki je bila in pač sploh kako kulturo podjetja narediti tako, da bo bolj vključujoča. Ker Matevž to nikakor ne leti nate, pač mi jo poznam, siguren super sodeluje to, imaš zelo dober ratio, ampak tako, mislim, ko je Erika povedala to izkušnjo, je v meni rezoniral, kako bi si pol kdo sploh upal, naprimer o spolnem nadlegovanju spregovoriti. Mislim, če jih že na takšnih, a veš, nivojih lahko v bistvu shutdownaš. In zdaj nedavno so eskalirali primeri na Uberu in Tesli, so bili pa tudi drugi primeri, Alja, a lahko mogoče uskočiš tukaj? Ja, kar nekaj primerov je prišlo zdaj na plan. Kar me pri teh zgodbah preseneča je tako, ko sem jaz brala te članke, je bilo tako, ok, to je malo ekstremno, ampak spet ne tako čisto povsem neznano. Recimo, ko so pa kakšni IT-ovci moški to komentirali, je bilo tako šokantno, kako se pa lahko to zgodi. Jaz v bistvu zelo lahko vidim, kako se to zgodi. Imaš kulturo, kjer so čisto nekaj navadnega, neke take šale, ki so se skozi nekako sprejeti oziroma celo spodbujajo se šale, ne, zdaj pa tako, ker pa je ženska zraven prišla, lahko kavo skuha ali pa ne vem kakšne take. In potem, če je to spremenljivo, ne, se lahko stopnjuje. Tako da meni je recimo pri teh zgodbih tole zanimivo. Meni kot ženski v bistvu ni bilo to tako presenečenje, žal. Okay. Kakšna je pa kultura podjetja, ki je bolj vključujoča do žensk? Erika, a je to tako, da gremo na team building na kuharski tečaj, ker vse rade kuhamo? To moraš ti povedati. Ti si dobila to vabilo. Tako je, no, jaz sicer proti kuhanju nimam nič, ne, pravzaprav to je moj drugi hobi, pa pač kadar ne programiram, pa kaj kuhalnico vrtim okrog in ja, pravzaprav meni ne bi bilo nič narobe, v bistvu, da grem jaz pa moji moški kolegi, da se vsi skupaj naučimo malo kuhati. Ne, tako, to bi bilo ful dobro. Tako da, ja, te team buildingi v bistvu, team buildingi zares zelo pomagajo, ne. Zdaj tako, glede teh šal, pa to je tako, ne, dostikrat smo dobili pač
nek protivtež, češ kao, ja, posle pa ne smemo šaliti, ne. Ali pa recimo bilo je v tem smislu, da smo že počasi prilezli do tja, da moramo biti vsi skupaj ene amebe, ker nobeni, mislim, vsi smo brezspolniki, pa nobeni ženska, pa nobeni moški, ne, ampak mi smo prvo pač ljudje, pa pol spolniki, ne, pač takšni in drugačni in potem šele inženirji in pač vse ostalo, kar nas definira, ne. In normalno je, ne, da bojo pač prišle neke šale, tako kot si ti rekel, tam unintentional bias, v bistvu zato, ker si ti celo življenje poslušal neke šale, neke take pač stereotipe, ne. In zdaj v bistvu tako zelo tanka meja je med tem, ne, kdaj je to še smešno, pa kdaj je to pač preveč, ne. In ja, treba je, za moje pojme bi bilo treba v bistvu tako, pač prva stvar, ki jo moraš narediti, recimo, ko se začneš zavedati, da v bistvu imaš različne spole zaposlene, ne, da pač moraš narediti v bistvu nek kanal, po katerem v bistvu lahko pride neka prijava, ki mora biti varen. To je zelo pomembno, a ne, ker jaz sem pač tudi delala v podjetju, kjer v bistvu sem imela neko slabo izkušnjo, ampak oni so imeli kanal, ki je bil varen, ne, samo da ga jaz nisem nikoli našla, pa nihče mi ni povedal, kje je, a ne, tako da v bistvu pol na konci tako nisem nič naredila, pa zdaj pač moja osebnost je taka, da rečem, pa grem. Tako da pač se nisem kaj dosti v bistvu s tem obremenjevala, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da sem pravzaprav zapustila nek problem, za katerega sem bila pač deloma pa tudi jaz odgovorna, ne. Ker, ne vem, vseeno bi bilo potrebno nekako javno spregovoriti javno ali pa ne, po tistem kanalu, ki ga nisem našla, spregovoriti o tem, da v bistvu mogoče ima pa še kakšna druga ženska te težave, ali pa moški, ne, sej na koncu jaz verjamem, da marsikakšen pač moški ima tudi. Tamara bo povedala potem eno lepo zgodbo, kako so moški spregovorili o podobnih problemih, tako da obstaja. Si v redu? Ja. Okay. Matevž, glede na to, da si bil prej na jakni Belabit, kar mi je bilo zelo všeč, ne, si imel liv, a bi nam lahko povedal, mogoče na podlagi tvojih izkušenj in izkušenj tvojih kolegov, ki ste aktivni pač v Silicon Valleyju, bi nam lahko priporočil kakšne dobre prakse vključevanja žensk v IKT? Kakšen primer, ki si ga videl? Ful je zanimivo, recimo podjetje Lever, sicer se ukvarja z HR-om, ženska je single founderka. Mislim, da imajo oni 55-60% rejši, koliko imajo žensko v podjetju, pa so IT podjetje, pa čisti coding podjetja. Res je, da se ukvarja z HR, software za HR, pa da je ženska founderka, ampak to mi je bilo pač wow. Tudi v IC, mi smo šli čez ta pospeševalnik, ful dela na tem, da pušajo ženske founderke pa ženske podjetnice, da v bistvu še spoznajo z podjetništvom, pa da se spoznajo z softverom, pa da se spoznajo z grajenjem stvari iz IT-ja. Tudi organizirajo, mislim, evente, ko so v bistvu women founder for women founders. Teda Silicon Valley je zelo pro bono za ženske. Mislim, bolj, ko se mi zdi v Sloveniji. Super, hvala. Mi imamo mal issue, da se nam zdajle čas mal izteka, ampak Andraž, ti kar izvoli in če je še kakšna misel, ki jo imaš v glavi, ki bi jo rad povedal na tem eventu, idealna šansa. Mislim, je še veliko, ampak eno, ki malo gre bolj na evente kot na same zaposlovalce. Po pomoti sem mislil, da je na tem eventu, da je varstvo za otroke, zato sem pripeljal dva mulca, tiste dva, ki se oglašata. Zelo sta dobrodošla. Ja. Ampak, recimo, taka stvar, kakor vem na določenih drugih eventih, ki jih organizirate, pa to je neverjetno, mogoče ne samo za ženske, ampak tudi za pač starše, za oba para z otroki, neverjetno dobrodošla, ker lahko v bistvu začneš mičkam kombinirati ta posel, kariera z social life, zvečer, kakorkoli že. Lažje se odločaš, da si v bistvu del communityja, ne, versus, da pač moraš za otroke zvečer doma poskrbeti, ne. In če se recimo tudi s takimi intervencijami se lahko dela zelo veliko, da se omogoča, ne, ker na koncu, vsaj tudi pri nas je tako, no, Ana vsem več za otroke skrbi, in to, da je taka konferenca, ki ima
ker smo mislili, da ima varstvo za otroke. Pa če mogoče, da je prišla, ne, se zdaj ne mislim, da mora pomirjati malga. Ampak to ni prvič, ne, bila sva na še eni drugi konferenci, DjangoCon v Cardiffu v Walesu 2 leti nazaj, kjer so pa dejansko imeli to varstvo in naredi nek drug učinek, drug mindset je potem na taki konferenci, ko vidiš, da ni čisto sam tisti hardcore računalništvo, ampak se lahko združi pač ta posel, pa karijera, pa zasebno življenje, kakor se pač To kdaj bo da. super povedano tudi v posebnem delu tega dogodka, tako da hvala, da si že zdaj dal nežen uvodnik. Ja, lih na to temo, v bistvu bom jaz zdaj eno reklamo naredila, ne, letos na webcampu, namreč v bistvu webcamp se dogaja 22. aprila na Friju, kar pomeni, da pač vsi ste vabljeni, ker to je še daleč. Smo se pač začeli tudi to zavedati dejansko, v bistvu, da do zdaj smo pač bili neki geeki, ki smo tam pač poslušali drugega, kako geekamo, zdaj bomo pa pač, zdaj smo se pa odločili, da bomo dali tudi malo več poudarka na to, da bomo imeli pač varstvo za otroke, tako da vabljena oba. Pa v bistvu, da tudi, kako? Tudi programiranje za otroke. Minecraft. Poznamo otroke, ki so zasvojeni s tem, tako da pazimo. V glavnem in tudi na koncev v bistvu damo poudarek ne samo na geekanje, ampak pač na lifestyle developerjev, ker v bistvu mislim programerov pa tehničnih ljudi, ker na koncu pravzaprav se izkaže, da recimo med nami je zdaj že malo bolj glasno, ampak tako blazno veliko depresije in raznih takih, bom rekla, malo bolj žalostnih strani tega poklica, ki mogoče se to skrije takrat, ko gremo mi za tisti računalnik. Tako da v bistvu se nam zdi, zdaj smo mogoče tudi že, bom rekla, toliko stari, da v bistvu imamo otroke, pa da si upamo spregovoriti o tem, da pač rabimo malo svojega življenja ob tem, da programiramo. Alja, kaj lahko naredimo, da se drugo leto ne bomo pogovarjali istih tem in imeli istih idej? Jaz mislim, da se bomo mogli še par let o tem pogovarjati. Tako da, ja, ta flag. Tako da, ja, mogoče, če zaključujemo še neka zaključna misel, rada bi spomnila na to, da se neko rekruting ne konča s tem, ko recimo neko žensko zaposliš, ampak je pomembno tudi, kakšna kultura se ustvarja znotraj podjetja, ne. Tako da nič ti ne pomaga, če ti uspe zaposliti ne vem koliko žensk, če jih pol pričakuješ od njih, da se bojo obnašale kot ne vem, tistih 100 drugih tipov, ki jih imaš že zaposlenih. Ali pa če nima ženskega WC-ja. Ali pa recimo to, ne. Tako da ja. Guilty. Unisex. Ja, vse je boljše, ko bo razmerje med ženskami, mislim, da avtomatsko se culture izboljšal. Tudi če bi bile same ženske pa en moški, on moški tudi ne bi mogel imeti moškega cultura. Mislim, da je boljše na tem, da delati, da čim več punc predstavimo IT poklic kot future poklic, da je ful dober za žensko, da omogoča veliko fleksibilnosti, da ni to neko šraufanje v delavnici, ampak da je v bistvu delo z matematiko, logiko, da je odprto za neke možnosti za napredovanje, pa za biti kot nek potem vodja, ker imajo že v prednosti pri social skillsih, da so v strank na drugi strani tudi moški in je potem moškim klientom tudi dosti lažje z žensko project managerko delati in da se pač čim več žensko vključi v IT. Pa da jih obdržimo. Hvala, ker si to povedal. Kar se tiče pa merjenja tega, je pa Alja citirala en zelo zanimiv report iz Silicijeve doline, pa tudi en commitment sprejela za naslednjo leto, če sem jaz prav razumela. Ne, v bistvu je bolj ideja, kako bi pri nas v bistvu nek diversity indeks začeli meriti, koliko je žensk zaposlenih dejansko v IT-ju, ker nimamo podatkov za Slovenijo, ne, in v bistvu malo gibamo, pa malo se sprašujemo, malo se gledamo, ne, pa merimo čez palc. Ker recimo en zanimiv report, ki je prišel iz Silicon Valleyja, je to, da je kljub vsem tem kampanjam in kljub temu, da se toliko govori o diversityju, je delež žensk na vodilnih položajih v Silicon Valleyju padel v zadnjem letu. Ne, se pravi, bomo še nekaj časa imeli te dogodke, tako da predlagam, če je kdo zainteresiran, bilo zelo fino, ne, če kdo tudi podpre, da se zberejo tudi podatki za Slovenijo, da začnemo to tudi pri nas meriti in spremljati, ne, pa da pridejo potem tista podjetja, ki res dobro delajo na tem področju na vrh, ne, in se pokažejo lahko kot dobri zaposlovalci. Absolutno, hvala. Smo v redu? Smo strnili vse?
Super. Zdaj pa v luči tega, da ideje prenašamo v prakso, bi vas ful lepo prosila, da primete svoj mobilec, odprete Twitter in na hashtag #LadiesLJ napišete eno stvar, ki ste jo pripravljeni narediti v naslednjem letu, zaradi tega, da vržemo en kamenček v morje. Nekaj tazga, ki se kot oseba lahko zavežeš, da boš naredil v naslednjem letu. Pa naj si bo to, da se boš udeležil delavnic, ki jih organizirata Alja in Erika z ekipo, naj gre za to, da boš svoji mami rekel, mama, super si, idealno si me vzgojila, fantastična si, ali pa da boš mentoriral punco in jo, ne vem, en dan vzel malo deklico v podjetje, da ji pokažeš, koliko kul je Raspberry Pi in kako lahko premika roko in se ji potem kaže na ekranu. Prosim lepo, 30 sekund za hashtag #LadiesLJ, kaj smo pripravljeni narediti v naslednjem letu.